Za življenje. Za življenje. Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Z menoj sta zakonca Perko, dr. Andrej Perko, doktorica Verena Perko. Dober dan in dobrodošla oba. Dober dan. Torej, dogovorili smo se, da bo tema tokratnega pogovora taka zanimiva, široka, neizčrpna tema pravzaprav, zvestoba. Vsi nekako razumemo, kaj to zvestoba je, ampak moramo se opredeliti najprej zvestoba do koga ali kaj. Verena, s čim bomo začeli? Ja, res je, pojem je širok, je pa tudi zelo aktualen. Dan današnji biti zvest nečemu ali pa nekomu, to je nekaj tako zastarelega, ne, da človek sploh ne ve, če bi sploh še to omenil. Ne. In dejansko pa v neki starosti, v neki zrelosti bi človek rekel, te določa zvestoba. Ampak res zvestoba, ne? Zvestoba do samega sebe, zvestoba do tega, kar je okoli tebe v življenju, ne? Se pravi, no, za nas kristjane na prvem mestu, brez dvoma, zvestoba do vere, zvestoba do Jezusa, do cerkve kot take, tudi to je lahko, ne, danes precej fleksibilno. Da, seveda. No, da ne govorim zvestoba, ne, če si poročena, ne, do svojega zakonca, oziroma, ko se zdaj reče, sopotnika, ne. Ne, zvestoba do domovine, recimo, ne. Kaj to sploh je, ne, o tem sploh se ne govori, ne. Tako da jaz mislim, da imamo eno široko temo, tako ene do konca leta, če vsak teden govorimo, bo glih zadosti. Ja. Doktor Andrej Perko, večkrat smo že govorili, ne, kako zdaj v tem sodobnem času postaja ta narcisistična motnja nekako zelo prevladujoča, ne, pa me zanima, kje pri tem tipu ljudi je pojem zvestobe, ali je sploh sposobni dojeti in potem posledično živeti. Ja, malce se hecam, ne, lahko rečem, to je zvestoba samo do sebe, ne, da. V nekem smislu. Ne, je to dovolj? Ja, težko bo, ne. Ne gre, ne, tukaj dejansko ne gre za zvestobo, tukaj gre za motnjo, ne, da tukaj lahko govorimo o nekih drugih dimenzijah, tako da pri narcizmu ne moramo govoriti o temu, tukaj to je pravzaprav neka vrlina, bi človek lahko rekel, ne, da, in je pravzaprav določa človeka v polnosti, ne, si ali nisi zvest, ne moreš biti zvest samo do mečken zvesta, ne, da, tako kot ne moreš biti mečken noseč, ne, v nekem tem kontekstu, ne, da zvestoba je seveda ali si ali nisi, ne, da. In tukaj verjetno na vseh teh področjih, kot disciplina, na primer, ne, ali si discipliniran, verjetno na vseh področjih, če si discipliniran, ne, moraš samo na nekem, na drugem pa popolnoma nič, ne, da. Tukaj prav gre za neko težavo, če je tako. Tukaj gre za, pravzaprav, tudi za končni fazi za neko odločitev, ne, da v življenju, kaj in kako bom živel, kaj so tiste vrednote, ki so silno pomembne, in zvestoba je ena takšna lahko, kot sem rekel, ali vrlina, ali vrednot, ali kakorkoli že bi to definirali. In pomembno, no, prvo je za pomene, sveda, če nisi zvest do samega sebe v nekem smislu, ampak ne v narcističnem, ne, potem si težko tudi do drugih. Ta zvestoba do sebe pa pomeni neko osnovno disciplino, ne, v odnosu do žene, na primer, do otrok, do cerkve, če hočeš, smo že pregovorili, ali do česarkoli v življenju. V tem kontekstu moten, osebnostnih moten, patologije, o neki zvestobi kot takšni, kot se zdaj pogovarjamo, ne moremo govoriti. Ja. Doktorica Verena Perko, gledajte, kristjani imamo 10 božjih zapovedi, ne, in nekdo je rekel, da so to kot prometni predpisi, ne, če se jih držimo, ostanemo na cesti. Zdaj me pa zanima po vašem mnenju, če se tej zvestobi, bodisi do cerkve, do domovine, do partnerja, do moža, žene, nekako izmaknemo. Kakšne posledice potem plačujemo?
Ja, da pa. Se zelo preprost odgovor, ne? Če so te zapovedi in nekakšni prometni znaki, potem seveda zavozimo, če jih ne upoštevamo, ne? Karambol je neizogibena, ne? Ali pa saj s ceste dol zavozimo. Ampak jaz bi tle nadaljevala to, kar je Andrej rekel. In sicer, da ne more biti, če si zvest samemu sebi, a ne? Zdaj beseda je ista, pomeni pa pravzaprav nekaj, kar je popolnoma nasprotno resnični zvestobi. Ne? Ja, in tlele bi izhajala iz tega, kar iz te najbolj temeljnega, se mu tudi reče, zlatega pravila, ne? To je tisto ljubi svojega bližnjega, ne? Kakor samega sebe, ne. Prav, ni najprej, da bom pa samega sebe, ne. To je, rekla, pogosto pravzaprav ta etična načela, ne, če vidimo, se ustavijo tukaj, recimo posebej kakšna profesionalna in tako naprej, ne. Dejansko pa gre za vprašanje ljubezni do drugega, ne. Zakaj? Zato, ker skozi drugega sebe sploh prepoznamo, a ne? In to določa, tle bo Andrej verjetno kaj več povedal, a ne? Čisto psihološko, a ne? Ampak po drugi strani pa to določa človeka kot skupnostno bitje. Nikoli ne more človek obstajati kot sam. Prav že kot rekla, razvojno, ne, če gledamo, ne, vedno je bil človek podvržen, so ta določila, te prometni znaki pomembnejši tisti, ki so določali njegovo obnašanje v neki skupnosti. Ne. Kristjani pa vendarle smo se dotaknili tega v samem bistvu, ne? To je tisto, ljubi svojega bližnjega, ne? In s tem dejansko pravzaprav nas določa to bivanje v skupnosti, ampak še več, ne samo bivanje v skupnosti današnji, temveč tudi v skupnosti moj bližnji je tudi tisti, ki je že umrl, čeprav je daleč, ne? Ampak v bistvu mi je blizu, ne? Po krščansko pravzaprav vemo, vsak dan molimo za njih, ne? In tistih, ki tudi prihajajo, ne? In s tem pravzaprav tudi presežem. No in ta zvestoba je dejansko temelj človekovega življenja, človekovanja bi človek lahko rekel, ne? Vemo, da zorimo, a ne, do take zvestobe in da mlajši, če jim skušamo kaj takega dopovedati, rečejo, nehaj spet moralizirati, kaj nakladaš, skratka gre pri enem ušesu noter, pri drugem pa ven. Kdaj, doktor Andrej Perko, se vzpostavi pri človeku ta avtonomna morala, da tudi sam pri sebi vidi? Tega pa ne morem narediti, zato ker preprosto, ne glede na to, kako meni to ustreza, ker ni prav. Ni zdaj neke ločnice, zdaj bomo pa rekli, odnos naprej, ne, pa... Pri 18. Ja, tako pri 18, naprej, kot je izrelost, kot ne bi bila, ne, da to se gradi počasi, od otroštva naprej. Sedaj, tukaj je odvisno, kako so strukturiran, bi grdo rekel človek, ne, starši. Predvsem starši, da njihove vrednote, njihov način življenja, njihova avtoriteta, kot temu rečemo, zgled, ne. In se to vemo, psihologiji vemo, ne, da je najbolj pomembno obdobje, seveda prve pol leta, simbioza in tako naprej, ampak od 4. do 6. leta, ne, ker bi oče moral vstopati v to vzgojni proces in otroku pravzaprav ga navajati, peljati v svet, kjer je polno prepovedi, zapovedi, frustracij in tako naprej, ne, ker je v našem času že heretično govoriti, ne, ker otrok mora biti v vati in bo da se mu kaj hudega zgodi, ker ga bo v tem za celo življenje zaznamovalo in bo nevrotik in ne vem kaj, ali boh je kaj, ne, ker je neumnost. Ampak morajo starši, oziroma predvsem oče in tudi mati, seveda, ki v tem sodeluje, otroka pravzaprav naučiti, da je nekaj ne more takoj dobiti, da se disciplinira in da začne počasi pravzaprav se v njemu oblikovati, oziroma se oblikuje ta temeljni čut, kaj je prav, kaj ni prav. Se pravi, ta moralni čut, kot temu rečemo. In to je do 4. do 6. leta silno, silno pomembno. Drugače, človek, tudi mladostnik, ostane v primarnem narcizmu, kot temu grdo rečemo, ne, da je na principu ugodja. Ker je pravzaprav vsi malo smo malo leni v življenju, malo po
krajši linij poti najmanjšega odpora, ne. skušamo priti do nekih ciljev, ampak generalno pa se takrat to oblikuje. In to je problem današnje družbe tudi, ne? Da se od otrok ne zahteva nekaj, ne? Ampak samo govorimo o pravicah in tako naprej, nobenih dolžnostih. In to je popolnoma, in zaradi tega imamo toliko patologije tudi v družbi, celotni zahodni družbi, a ne, da je ogromno narcizma, kot smo prej govorili in tako naprej. Takrat se začne, potem se pa seveda oblikuje, ne, zlasti v puberteti tudi, ne, da ker ko mladostnik išče svoje mesto v družbi in če je dobra osnova, potem se bo najdel. Se bo uprl, ker je popolnoma normalno, takrat smo starši malo zgroženi, malo razočarani, malo se sprašujemo, kaj vse smo narobe naredili v tem življenju. Malo jokcamo. Da so otroci takšni, kot so, in seveda je pa dejansko je prav, da grejo v svoj svet. In če je bilo kolikor toliko v redu, da so starši, se imajo radi, tako je to v bistvu vzgoja, ne, potem otroci prije do to do izraza slejko prej. Čeprav se iščejo, čeprav smo takrat groznih skrbeh in tako naprej, boh je kaj. Ampak to je tisto, kar je Verena prej govorila, ne? Dejansko ne znamo preko sebe iti. Preko sebe, da jih sprejmemo in da jih spustimo v življenje in svet in da bodo morali oni sami oblikovati svoje življenje, ampak in mi trasiramo pot. Kajti razmišljamo, da če ne bo tako, kot smo se mi predstavljali, da bo vse narobe v življenju z njimi. In tako, lejte, ampak oni imajo svojo pot. Ja. In jim ne zaupamo dovolj. In to otroci, pravzaprav tudi mladostniki čutijo. To ne pomeni, da lahko počnejo vse, kar če. Ne, ampak jaz dostikrat pravim tudi ljudem, ki so pri meni, vzgoja se z puberteto, ali saj pubertete tam nekje pri 15 letih konča. Vzgoja v tem smislu, da smo starši tisti, ki nek vrednotni svet smo jim že dali, ker smo jim dali. Potem je samo še dogovor. To ne pomeni, da jih pustimo popolnoma. Seveda mora biti neka kontrola v narekovaju, nek dogovor in se ga je treba držati, tako mi kot seveda tudi otroci. In tukaj je naprimer šolanje. Ne. Kaj vse starši naredimo, da bodo otroci naredili to srednjo šolo, naprimer, ne, da je gimnazijo ali katerokoli. In tudi strokovne službe. Za ušesa jih vlačimo s tistimi cveki, dvojkami in psihologi in tako naprej. Se obadajo s tem ulicom, pa noče nič. Verena, ste tudi vi hodili znova v srednjo šolo potem z otroki? Kaj, ste delali kakšen letnik? Ne, to pa ne. Mi smo in šolanje je služba od mladostnika. In pravzaprav se starši ne bi smeli popolnoma nič s tem ukvarjati. In prepustiti njemu. In če noče se učiti, bo pač šel delati. Ne? In potem pride hitro k pameti, veste, da je šolanje silno pomembno in sami pride do tega in spoznajo. Ne pa, da se vsi trudimo in se na trepalnicem, če moče tako grdo rečem, da bo on naredil. Sliko prej se mu zalomijo, veste. In tukaj je ta odgovornost, ne, da je tudi zvestoba do samega sebe. In tudi starši imamo tukaj dostikrat težave in smo špilfarderberi, če grdo rečem. Ja. S strokovnimi službami vred. Ja. Zdaj ste omenili eno besedo, ki bo postala tema mogoče naslednjega pogovora, odgovornost, se mi zdi takega temeljnega pomena, ampak če gremo zdaj nazaj na to zvestobo, ki smo jo načeli v začetku. Doktorica Verena Perko, vi ste rekli, da recimo zvestoba do cerkve, da je postal tak zelo ohlapen pojem. Kaj ste imeli v mislih? Ja, se bom vrnila najprej k temu začetku. Ne? V bistvu zvestoba je odgovornost. To je dejstvo. Zvestoba do cerkve, seveda danes smo že spet ne, v taki družbi, ne, kjer je pravzaprav moraš biti do vsega kritičen, ne, kjer moraš biti, kar je tudi čisto v redu, na vse zadnje, smo rekla, je prav, da povemo to, kar mislimo, ne, za nekim spoštljivostjo. In seveda tudi ustanove imajo rekla, tako vlogo, ne, ker se jim oporeka, vsemu se oporeka. To je ta postmodernistična družba. Ne? No, cerkev kot taka, pa seveda vidim, recimo, koliko ljudi reče, ja, vera, vse to je v redu, ne? Ampak cerkev je pa ne, cerkev pa ne, cerkve pa ne, ne. Dejansko, pa če gremo pogledati, cerkev je mati, ne. Rekla, cerkev je tista krovna, rekla, ustanova, ja,
rekla, ki ima čisto posebno mesto. Kar še ne pomeni, da moramo pa zdaj čisto vse sprejeti, ne? Ampak sprejeti kot ustanovo, ki traja 2000 let, ne? Rekla, 2000-letna, ki je šla, tukaj pa res potreben premislek, ne? In je potrebno tudi razumeti, zakaj nekatere stvari se dogajajo. To nam je laikom težko in zato je tudi prav, da spremljamo stvari, ne? Če sodimo zraven, potem in če se prištevamo zraven, potem je prav, da spremljamo. Vsak po svoji moči, vsak po svoji odgovornosti, ne? In da skrbimo temu, da smo zvesti, ne? Kaj pomeni zvesti, da smo del občestva, ne? V tistem majhnem, ne? Mi ne moramo korigirati tukaj zdaj, recimo papežu poslata, ne? Kako ne se obnaša, ne? Ampak rekla pa ne moramo najbrž tudi ne kaj drugega. Duhovniku pa lahko, ne? Ker ga imamo vsako nedeljo na očeh. Ja, ampak recimo, to je tudi tako, ne? Najbrž meni tudi ne bi bilo prav, če bi prišel recimo naš blagi duhovnik, kdaj že recimo, ko kuham kosilo, me gledal daleč in mi rekel, kaj nekaj naredim, ne? Zato, ker je to seveda tako bolje, ne? To nam ni všeč. Ko pa mi njega gledamo, ne, seveda, on je pa na očeh, ne, enega, dveh, treha, ne, rekla, celega občestva, ne, in verjamem, da nekaj stvari se on je tudi samo človek, ne, tako, kot je tudi pravzaprav cerkev, ne, rekla, jo sestavljamo ljudje, ampak po drugi strani pa seveda jo vodi Sveti Duh, ne, in zato je treba, ne, tukaj je ta naša odgovornost in seveda zvestoba, ne, da molimo za to, ne, da spustimo iz svoje molitve, ne, cerkev kot tako, pa tudi duhovnik, recimo naš duhovnik vedno prosi, ne, dajte tudi zame, ne, se zahvaljujem za molitve zame, ker sem grešen človek, ne, tako, te kar pretrese, ne. Ja. Zdaj, če gremo na polje pa naših odločevalcev, torej tudi mi ustvarjamo družbo, Slomšek je rekel, ne, po dobrih ljudeh dobri časi, po slabih slabi, zdaj izgleda, da nismo preveč dobri, a ne? Svoje diktatorje si zaslužimo. Tako, ampak kako recimo ravnati pa v tem, da bomo zvesti najprej do sebe, se pravi, ko se odpirajo kakšna vprašanja, kakšni referendumi o takih temeljnih vprašanjih, eutanazija, splav in podobno, kako takrat ravnati, da ne bomo pišmeuhovski in rekli, naj se že odločijo, se bo večina izvolila, tako kot je prav. Ja, za konformizem, ne? Ker ljudje smo, ali kakorkoli dosti krat konformistični, ker je to lažje, ne? In seveda tukaj smo zopet ne samo pri zvestobi, tudi odgovornosti. In tukaj gre za, kot smo že prej govorili, ne, kako se oblikujem kot človek, ne, ali sem dovolj trden v svojih preko zgleda, ne, ali bom šel v življenju tako, da bom šel po liniji manjšega odpora in bil v nekem smislu varen, ne. Tudi to je res, da smo Slovenci, ne, če že dosikrat smo tudi govorili o temu reku, ne, da tudi malo katolištvo tukaj ima v starih časih, kako je bilo to strogo, človek rekel, ne, da človek si ne upaš pravzaprav povedati svojega, ta velika moč, kvazi moč, ne, avtoritete, ustanove kot takšne, ker cerkev v prvi vrsti je ustanova, ampak je predvsem občestvo, kot je Verena prej govorila, občestvo ljudi, ne, da, in tukaj je silno pomembno, da smo v tem občestvu, drugače ne moramo obstajati. Ne samo v cerkvi, tudi drugače, ne, da. Slovenci, kako smo pravzaprav oblikovali se skozi zgodovino in rek slovenski, ki govori, ne, da tiho bodi ob strani hodi, glej v tla in boj se Boga. Ne? Tukaj gre za v nekem smislu neko sporočilo, ne biti samostojen, ne razmišljati svojo glavo, ne, prilagodi se, bodi tiho, ne, da Bog var, da poveš svoje mnenje, ker to te bo samo teplo. In če to ponotranimo in to je značilnost, ne, konformizma in masa, ko smo že dosti govorili, je konformistična, tako se obnaša, ker čuti se ogroženo, ne, če bi
se izpostavlja. In to je malo poguma in tudi zvestobe, če govorimo o temu, manjka nam, ne, da vsakmu lahko od nas. Veste, v tej končni fazi je to nek obramben mehanizem, ne, da preživetja v nekem smislu. Ne, da včasih je res biti boljš, da si tiho, ne, da si lahko več škode napraviš, kot pa dobrega. Vendar pa v nekih bistvenih vprašanjih življenjskih pa moramo, je naša dolžnost, da povemo tisto, kar mislimo. Da imamo toliko poguma, ne, da napravimo. Zdaj ravno berem eno zanimivo knjigo od družine je šla, naslova dalje se ne spomnim, ampak Gad Sat je napisal. Zajedavski mogoče? Zajedavski tako. Zanimiva knjiga in ravno o teh problemih govorijo, ne, da kako današnji čas ljudje, ki so znanstveniki, ki so vrhunski na svojih področjih, ne upajo v tem norem svetu izraziti svojega mnenja, kajti potem jih družba onemogoči in izgubijo in mesta na fakultetah, strokovno se morajo več in jih popolnoma uničijo. Ne, tukaj je problem potem, ne, kaj je tehtnica, kaj je res se odločiti. Ne, da in nekoga, ki ne upa svojega mnenja, da ga kar na splošno ga obsodimo, veste, moramo tudi malo zadnje poznati. Ne? Ja, pravzaprav ima to tudi drugo ime. Zygmunt Bauman, ta znameniti sociolog, ne, judovskega rodu, je že pred dobrimi 25 leti dal temu pojavu ime. To je moralna tišina. On je s to besedo označil evropsko ali pa svetovno znanost, ki je tiho ob stvareh, ki se ne bi smelo dogajati. Ampak bom rekla, seveda znanost je tukaj enako odgovorna, ampak ne znanost kot taka, mi kot ljudje. Tlele je treba ločiti. Ne? Jaz kot človek sem pa dolžen se odzvati. In če kdaj je danes ta trenutek pravzaprav od nas vseh, mogoče zares, tistih, ki se štejemo kot kristjane, odvisna prihodnost slovenskega naroda. Ne? Od vseh skupaj, nikogar ne podcenjujem. Ampak če bi Slovenci rekli, vse tisti, ki se čutimo kristjani, mene kliče ta trenutek, moja zvestoba, ne? Da bi rekla, moja odgovornost do prihodnjih rodov, ne? Do prihodnosti na vse zadnje in cerkve in krščanstva in tudi človeštva, ne, da se izrečem, potem seveda bi drugače odreagirali. Ne. Ta moralna tišina, ne, ki jo danes postala vse splošna in jo imamo v medijih, ne, mediji pišejo samo še tisto, kar se spodobi. Ne. Ja, bomo poročali, ne, ne vem, če no. Kar se spodobi in kar se ne spodobi. Meni se zdi, ne spodobi. Tako, ker meni se zdi, da se predvsem ni spodobilo, da so pisali tako obširno, tako pogosto, in tudi na omrežju X, recimo, o poroki premierja Goloba, to je čista farsa, sploh ne vredno zgubljati besede. Oprostite. Ne? To je tudi tisto, kar je treba ločiti, kar je osebno, ne? Pri nas je ratalo vse skupaj, to je tako, kot čas reče Andreja, ne? Jajce, dokler je sveže, a ne? Ker smo že pri golobih, ne? Eno je lupina, eno je beljaka, eno je rumenjaka, ne? Ko se pa dovolimo, da se to pravzaprav zlije in premeše, ko ni več nobene tisto, ne? Kako se včasih je rekel pater Vital, ne? Ko se nam dogaja, da imamo kako že kako je že on rekel, sodelavce doma, moža pa v službi, a ne? Zdaj za primerjavo, ne? Pa to ni vaš primer, ne? Ne, vsekakor ne. Ampak bom rekla, potem seveda vidimo, ne. In potem seveda ne veš več, kam kaj sodi, ne. Ker preprosto ni teh pravil, ker ni avtoriteta, kar je Andrej razlagal, ne. Ampak do tega, to je zdaj že rezultat, da do tega pridemo, pa pride pravzaprav postopno. In tukaj je naša odgovornost, naša zvestoba na majhnem. Pri človeku se konča, začne in se vse tudi konča.
Ne? In ta moralna dolžnost naša, ta trenutek se je treba vprašati, kar si rekel ti, Andrej, seveda se nanaša na reke, ki so 100 let stari in več, ne? Ker je bilo zacementirano pravzaprav, ne? Ampak danes je družba popolnoma drugačna in terja od nas, da dvignemo glavo in da rečemo si v svesti, da je naš glas potreben, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne? To je tista odgovornost. In da rečemo, ne, sem proti temu in da gremo, ko že govorimo o evtanaziji, naša dolžnost je, da gremo in da damo svoj glas, ne glede na to, ali bo ali ne bo uspelo, ampak naš glas je potreben in mora biti. Kolikor vaju poznam in vem, da nastopate še na kakšnih drugih oddajah, recimo na Domovini, a ne, tam, ko imajo ta podcast, bi lahko rekli, vidva sta se izpostavila in govorita stvari, ki trenutno niso v prid, bomo rekli, in aktualni politiki in tem norim časom, a ne. Ali je ta vajna izpostavljenost kaj zaznamovala vajno življenje? Sta kaj nastradala, bom rekla v navednicah, zaradi tega? Ne, mislim, da niso nevarna. Ker se tega tiče kot nekateri, ki so Prestara. nevarni. Ja, prestara, mislim, tako, v končni fazi, mi dva imava že svoje leta in tako naprej. In niso družbeno tako upeta, kot naprimer izpostavljena, kot so naprimer Boštjan Zupančič ali pa Pezdirci in tako naprej, ki so jih popolnoma umaknili iz tega življenja. Tudi mene v končni fazi, jaz nisem pomemben. Včasih so me še na RTV poklicali, zdaj nič več, že dolga leta. Hvala Bogu, ne? Zaradi tega nisem nič frustrirana, daleč od tega. In zaenkrat me pustijo na mir, ne? Sej pa si nimam nobenega vpliva v tem kontekstu, veste, da bi, ali pa nimam tega vpliva in verjetno, ne? Ampak, lejte, se to ni pomembno, ne? Seveda pa umikajo, kot smo rekli, ta postmoderni čas, vse te ljudi, ki drugače razmišljajo, se pravi, to, kar se vodi družbo, ker pa je patologija, umakne z tega, včasih so umaknili v rogu in tako naprej. Danes je pa to drugačen način, ne? Se pravi, zasmehovanje, diskvalifikacija in tako naprej. In izločitev na koncu. Izločitev iz tega in pač ne pridejo, in seveda ta glas ne pride do te mase ljudi in seveda ljudje pa razmišljajo tako, kot razmišljajo, ne? Če v časopisu piše, pač to velja in če na televiziji to poslušajo, to velja, ne? To je resnica za njih, za večine. In potem seveda se tako oblikujejo, ta konformizem, o katerem sem govoril, niti ne razmišljajo svojo glavo in tudi ne morejo biti zvesti v tem kontekstu, ko danes govorimo, da bi lahko svoje mnenje avtonomno izrazili, ker ga preprosto nimajo. Ali po vajnem mnenju je za vso to agendo, ne, ki žene to misel naprej, ne, da se nekako ustvarja občutek, da so pomembne samo nepomembne stvari, tisto, kar pa res šteje, se dela v ozadju in to v javne medije sploh ne pride, da je nekdo, neka skupina ljudi, da je nek posameznik, da je to kapital. Kdo je zadej? No, gotovo, ne? Vedno rečemo kapital, ampak kapital so ljudje. Ne? Kapital so ljudje, ampak na obeh straneh. Ne? Na tej strani, ki rečemo kapital, in na drugi, kjer smo vsi ostala večina. Ne? In na koncu vsaka družba razpada na posameznika. In vsak posameznik ima, ne, to je tisto, ne, poklical nas je po imenu. Ravno kristjani, ne? In zato tudi mnogi govorijo, bodočnost pripada kristjanom. Jaz res verjamem v to, ne? Ker je na osebni ravni, ker temelji na ljubezni do bližnjega, na odgovornosti in seveda tudi na zvestobi. Ne? In to je tisto, kar nam mora dajati tudi ključno, rekla res, pogum za to pokončno držo. Ne, da boš zdaj razmišljal, ne, kaj mi bo, kje mi bo, seveda so me vrgli z vseh komisij, ne, takoj, ko se je zamenjala oblast, recimo, ko sem bila, ampak nič hudega. S kakšno utemeljitvijo? Ne potrebujejo utemeljitve. Ne potrebujejo utemeljitve. Toliko, da vemo. Glejte, z moje strani, jaz sem imela priložnost, da sem bila zraven, da sem neke stvari odločila, recimo tisto, kar je res razmisleka vredno, je fajn, da ljudje slišijo mogoče. Bila sem tudi takrat v prejšnji vladi pozvana v skupino za pripravo tega muzeja na Vrbi,
ko sem tudi napisala potem scenarij in seveda ta scenarij je bil potem tudi sinopsis, se reče, ne? Se pravi vsebino te razstave, ki bo postavljena v tem prenovljenem prostoru poleg vrbe, ne? Poleg Prešernove hiše, in ko se je zamenjala oblast, so seveda to brez pojasnila pravzaprav se vrgli v koš, ne? In postavili človeka, ki zdaj ne gre to ad personam, ni zdaj na osebni ravni, a ne, pustimo, je sposoben ali ni sposoben, a ne, ki bo pravzaprav Jovo na novo začeli to delati, ne. Tako se to dela in s tem se ne dela Jovo na novo, ampak se pravzaprav ruši. To je način, ki zdaj ni vseeno, ki poteka za naše denarje, za naše davkoplačevalski denar, in če moram plačati davke in če moram pravzaprav se na nek način pravzaprav obnašati tako kot državljan, potem je to moja tudi sveta državljanska in krščanska dolžnost, da povem na glas tisto, kar je treba povedati. Nežaljivo, toliko moram biti tukaj pa zvestoba do sebe. Ne moram vedeti, ne? Ni stvar tisto, kar je stvar drugih, ne? Neko mejo postaviti, tako kot pri tistem jajcu, ne? Kurjem ali pa golobi. Vseeno, ne? Rekla, ni stvar nekaj, kar je moja stvar, to moram jaz pospraviti, to moram jaz narediti, to se moram jaz odzvati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ja. Ko smo načeli to veliko temo zvestobe, a ne, je marsikdo od naših poslušalcev pomislil, zagotovo bodo zdaj govorili tudi o zakonski zvestobi, ker vemo, da so ločitve žal tako pogoste in tako žalostne zgodbe, ki jih poslušamo od bližnjih znancev in podobno. Doktor Andrej Perko, ali vi pri vaših skupinah tudi zaznavate problem te tako imenovane nezvestobe, zakonske, in kaj je najhujše, kar se pri tem izcimi, bom rekla? Tukaj pravzaprav ljudje prihajajo reševati svoje zakone, čeprav je lahko tudi v zadju nekaj nezvestobe v smislu varanja, ampak to je že pač ta odnos, ki se oblikuje v samem zakonu čez leta. V končni fazi smo odrasli ljudje, naj bi bili odgovorni. Ne? Tudi zvestoba tukaj spada zraven te odgovornosti, ampak problem tukaj, v teh razvezah, ločitvah, varanjih, če hočete, ker temu ne bi govorili, so otroci. Ne? Tukaj te otroci strašno trpijo. In tukaj gre za to, to boli srce. Če odrasli gremo na razen v končni fazi, se lahko postavimo na noge, na novo zaživimo, predelamo te stvari. Se zgodi tudi, da ugotovijo ljudje, ki pridejo urejati nek odnos, nekaj 5 primerov v svoji praksi pa imam, ki so šli na razen potem, čez 2-3 leta neke urejanja, terapije, če hočete, so ugotovili, da res ne zmorejo skupaj in se razvezali spravim tako s harmonko. In sodelujejo, in tudi otroci potem, za njih je ta travma razhoda očeta in matere veliko manjša, ker se lahko hitro prilagodijo, ker starša sodelujeta in v nekem smislu ni občutkov krivde pri otroci, ker otroci pa navad prevzamejo krivdo nase. Kaj smo mi narobe naredili, da se oče in mama ne zastopita in sta šla na razen. To se v otroku samodejno zgodi, ta občutek krivde. Ja, seveda, ker vsak otrok hrepeni, to je mu je dano pravzaprav z mlekom matere to pije, da hrepeni po polni družini, ker sta oče in mati, ki igrata svoje vloge, in te oče in mati morata biti različnih spolov, ker se zdaj dogaja norost. Ampak tukaj gre za to in to je tragika za te otroke. In otroci, tudi pri 20-30 letih, so že odrasli, to hrepenenje po zdravi, polni družini ostaja. In je to huda travma, ki ima kasneje v življenju razdela, da lahko normalno v svet stopijo tudi odnos do partnerja oziroma do žene, moža, ki ga potem pač najdemo v življenju in tako naprej. To je silno pomembno. In tukaj se premalo zavedamo, da se to ni vseeno, vse otroci tega niti ne razumejo in take neumnosti. In to je današnji problem, da ljudje, tako kot se oblikujemo v tem postmodernem času, te zvestobe ne premoremo in v bistvu odgovornosti. In če nekaj napaše, nekaj je težko, ker zakon je tudi težka zadeva, ni sam najemo, sam
ne vem česa, Tropskega sadja. Tako, in tukaj je ogromno odpovedovanja, in tega današnji človek, modern človek, mlad človek ni sposoben. Krivi smo pa mi, kot družba, kot posamezniki, ker jih nismo navadili, da je življenje težko. In življenje je težko v nekem smislu, vendar krasno in lepo. In brez tega, da je težko, sploh ne more se človek oblikovati tako, kot se spodobi neko zdravo, zrelo osebnost, da lahko to zvestobo pravzaprav najde v sebi in jo lahko v sebi tudi da. In to je odločitev v nekem smislu. Odnos je odločitev in garanje. In tukaj nam manjka zdaj to. In današnji družbi je pravzaprav normalno, da se razveže. Proselejte, ne. Promiskuiteta pravzaprav je nekaj normalnega zdaj v življenju. Vemo, da obstajajo tudi razni terapevti, a ne, med njimi tudi kakšen duhovnik je terapevt, pa svoje znanje ponujajo za to, da bi verjetno reševali tudi zakone. Ali mislite, da lahko recimo terapevt, če pove prave besede nekemu zakonu, ki ni na dobri poti, da bo obstal, pomaga, da obstane? Ali mislite, da ne, doktor Andrej Perko? Ja, gledajte, vse pomaga. Vsak ima svojo pot. Zdaj jaz ne bom rekel, da psihoterapija ali pa tudi ne psihoterapija, samo dobra beseda, dobro mesto najde, pravijo. Zakaj ne? Vendar pa na dolgi rok, samo moja izkušnja kaže, da je to premalo. Kajti gre za drug moment tukaj, da mi že seveda lahko potolaži, lahko tudi človek vidi nekje luč na koncu tunela, vendar gre za nek drug problem. Gre za problem načina življenja, ki ga mi živimo, ki nas je pripeljal do težave, v katerih pač smo. In je treba to spreminjati, začeti. Tudi, če hočemo na dolgi rok te stvari rešiti. In tukaj pa pomeni, da neke stvari, ki ne delamo prav, ki so slabe, ki se jih morda tudi ne zavedamo in tako naprej, spremenimo. To je pa proces, to je pa garanje, to je pa disciplina, to je zvestoba, če hočete. In tukaj se izkaže, kdo je. Glejte, sej želimo, v končni fazi, sej želiš dobro. Da se sami vemo, nekaj v življenju ne bom, tega pa ne bom počel, ker je to pustilo nek pečat pri meni, sem bil prizadet in tako naprej. Potem se najdemo, da na isti način reagiramo, naprimer starši so jim nekaj zamerili, naprimer, smo mi zamerili, ker se mi zdaj so jim krivica godila. Vendar se ugotovimo, da enako ravnamo do svojih otrok, čeprav nočemo. Se pravi, da je vzorc tako močen, v nas, ki se oblikujemo ob tem, ker rastemo ob tem, da je treba ta vzorc spremeniti. To pa ni samo psihoterapija, to je pa nekaj več. Se pravi, je neka disciplina in doktor Rugel je bil eden redkih, oziroma skoraj da bi rekel edini, ki je to pogruntal. In potem seveda upeljal v svoj sistem urejanja, zato je bil tako zelo uspešen, čeprav je toliko bil kontradiktoren, bil je provokativen, in še zdaj ga ima tako malo. Ampak je pa doumil naravo človeka. Nedoumljivo naravo človeka. Ampak tle se vedno spomnim besed doktorja Jožeta Ramovša. In on je vedno rekel, kajti seveda skušnjavec ni izmišljena kategorija, ja, zelo dobra beseda. In seveda nas vedno znova pelje na tista križišča, kjer se moramo vedno znova odločevati. In on je vedno rekel, kadar pridemo na tako križišče, potem se je treba zamisliti o temu, kako bo naša odločitev vplivala na naše najbližje. Kaj bomo s tem storili? Gre seveda za nas, ker je grozno težko in ne bi bilo prav, da bi kakorkoli zdaj rekli, to je v redu, to ni v redu, to mora vsak sam rešiti. Ampak rekli, zamisliti se, recimo to, kar praviš ti, kako bojo moji otroci odraščali, če greva midva narazen. To je, nekateri otroci se poberejo in se mogoče šele kasneje pravzaprav to pride na dan, nekateri pa tega dobesedno ne preživijo. V kakšnem smislu? Ja, v kakšnem smislu, da jih ta teža dejansko pravzaprav zlomi.
Ne? Recimo, bom povedala primer, nekaj poznamo še od prejšnjih časov, kot se temu reče, ne? Že dolgo nazaj, ne? Ko sta bila mož pa žena, pa je bila žena pravzaprav prelomila to zvestobo, ne? In eden od teh otrok dejansko si ne opomore, ne? Vidiš, da ne krene v življenje z tisto polno silo, je bil globoko ranjen, ne, v tem odnosu. Ker to moramo vedeti, ne, da bo ranilo ne samo nas, ampak seveda tudi vse bližnje. To je to, kar je rekel doktor Ramovš. Ne. Drugi nekaj odreagirajo na drug način, ne. To je pa človek, ki ima rekla, super sposoben, izredno dober, vendar očitno tako mehek, ne, da se ne naredi pravzaprav tizga iz svojih talentov, kar bi moral napraviti, kar bi najbrž lahko naredil. Ne? Ja. Ne vem, če je res samo to, ne? Ampak prvo, kar pomislim, tako intuitivno po žensko, ne? Tukaj je bila, reka ta, globoka rana. Zdaj pa recimo, doktorica Verena Perko, da bi vam ponudili mesto na ministrstvu, zdaj ugibam, katero ministrstvo, ali bi bila to dolgotrajna oskrba, ali bi bila to solidarna prihodnost, ali bi bilo to ministrstvo za šolstvo. Z katerega ministrstva bi vi izpeljali neko reformo, da bi napisali neke zakone, kjer bi dokončno spoznali, da je življenje težko? Ja, to bi najprej bilo ministrstvo za srečo. Še eno ministrstvo potem. Ja, še eno ministrstvo ni izmišljeno, ne, to bi rekla tako, ne, si tega niti ne želim in niti zakon tega ne more urejati, ne, tisti zakon, ki ga izdajo ministrstva, ne. Ampak učbenike bi pa lahko nekam šlo. Aha, tukaj je pa dobro vprašanje, šolstvo, ne, šolstvo, ki seveda je ključnega pomena in ki bi ga morali ne zdaj jokati, ker seveda tako je, ne, da ukinjajo vse zasebne šole, vse zasebne vrtce, ampak ključnega pomena je, da znotraj krščanske skupnosti poiščemo moči, možnosti in odpremo vrata svojim šolam. In to je pravzaprav model, ki ga tudi v svetu dejansko udejanjajo. Bom mogoče bolj konkretna, ne? Dej, če sem že rekli, bodimo zvesti do cerkve, jaz, ne vem, če je upravičeno, ampak bom rekla na glas, pričakujem od cerkve, da bo bolj konkretno posegla na to področje. Ne? Navsezadnje cerkev ima neke nepremičnine, kaj je večja nepremičnina kot to, da človeka pošleš v svet pripravljenega na življenje in šola je temu namenjena. In to pomeni, katera izobrazba, to je tista izobrazba, ki bo človeka oblikovala, ki ga ne bo naphala za nepotrebnimi podatki, ampak ki ga bo pravzaprav vzgajala v dostojanstvenega človeka z vzori. To pomeni, ni vzor samo mama in ata, ki morata biti zvesta tistemu, kar sta se izbrala, ampak tudi učitelj, ki je zvest svoji skupnosti, ki je zvest samemu sebi in ki je zvest svojemu poklicu, ne? In ki vzgaja v krščanskem duhu. Ne? In če smo to, potem pričakujem ne samo od svojega ministrstva, ne, v navednicah, pričakujem toliko bolj, to pa ni v navednicah, od svoje cerkve, od svojega občestva, od svoje skupnosti. Ne, da bomo in da tudi pogledamo. Jaz mislim, da je čas, da pogledamo, da nikjer nobenega učitelja. Toliko ljudi, ki bi lahko pri teh procesih, vem, da ni tako preprosto, pa vendarle, koliko ljudi bi lahko pravzaprav pomagalo, če bi pomislili vsak pri sebi in pa pri bližnjih, ne? Ljubi svojega bližnjega, ne? Ti moji bližnji so seveda naši otroci, ki jih pošiljamo v svet. Kakšne šole jih pošiljamo? Kjer jih bojo učili, ne? Da je, kaj že, 76 spolov, koliko jih je. Jaz zdaj že malo zaostajam. To je katastrofalno. Da je recimo tale vstop v šolo, srednje šole. To je nekaj, kar bi morala cela Slovenija skočiti po konci, da jih oblivajo za avtolaki. Pa se to ni res, no, da se to nekaj takega dopušča. In da nihče pravzaprav nič ne reče. Spoštovana predsednica
predsednica, kaj pa, če bi vas države, da se republike, da se, ali pa recimo vlade, a ne? Kaj, če bi recimo zdaj ob poroki prišli in jih za srečno novo življenje oblili z lakom za tisto, z enako pravico? Nema, kaj se to pravi? Da se nekaj takega dopušča. To je, boste rekli, pretiran moj odziv. To je simbol našega odnosa do te naše mladine, ko nam je vseeno zanemariti. Tudi to je doktor Jože Ramoš zelo lepo povedal. A ne? Kaj pomeni zanemariti? To je tisto, kar nam ni mar, česa ne maramo, česar ne ljubimo. Ne? In prav kristjani znotraj cerkve in s cerkvijo, ki jih zaupam in vanjo, rekla, resnično polagam se upe, da bo iskala z nami to rešitev, ne, kako opremiti te otroke, ki jih pošiljamo v bodočnost. Ne, ker vemo, da je veliko mladih družin, ki imajo veliko otroke, se vedno razveselim družina, ki pride z temi, ne, tudi druge najbrž sliko. In smo krstili 10. otroka, in smo krstili 11. otroka, in je škof zraven. Ne, ko se že reče, aleluja. Ne, mislim, kaj lepšega? Dajmo še krstiti, še eno šolo, pa še eno šolo, pa še eno šolo. Pa vztrajamo pravzaprav za majhnim, za drobnim, zadnjič je bila lepa, nehala zdaj govoriti, ne? Lep prispevek, kako neka vzgojiteljica vzgaja otroke, vrtec v gozdu. Mislim, prekrasno. Ja, zdaj ste tako lepo nas zapeljali v to svojo pripoved, pa ne, pa prej ste omenili, da ste naredili sinopsis za muzej na Vrbi. Si kar predstavljam, da bi vi lahko naredili tudi sinopsis za eno tako šolo. Andreja bi dali pa za ravnatelja. Bog hvala. Ne, jaz nimam teh sposobnosti. Moram človek vedeti, do kam seže, kaj lahko delam, kaj ne. Je zelo, zelo prav, da se zavedamo, kaj še lahko storimo in česa ne moramo več. To pa je modrost. Jaz bi rad rekel tudi to, ne? Dajmo obrniti malo na pozitivno. Jaz pa opažam pravzaprav in me veseli, da te mladi ljudje, tudi mladi, da to v tem cerkvenem smislu v vernosti živijo pristno. Ja. Te mladi, ki živijo tako, kot pravzaprav bi morali tudi mi, naše generacije in tako naprej. In to vero jemljajo resno. To je odnos do Boga, do Kristusa, tudi do cerkve v končni fazi. In te ljudje dajo upanje. Te mladi dajo upanje. Resnično jih je manj v končni fazi, ampak te, ki so zvesti. Tako se spodobi in to opažam tudi v svojih skupnostih, da jemljajo to zelo resno, zelo osebno in na njih je zgodba, na njih je pravzaprav upanje, na njih je tudi bodočnost v končni fazi in tudi cerkev, kot pravimo, se mora malo prečistiti. Ja. V nekem smislu, da je malo zašla na kriva pota od Vatikana naprej dol, in je prav, da se prečisti, da je to, kar bo, da bo močno, pristno, pravo in to bo dajalo potem ponovno rezultate in bo zgled pravzaprav tudi ljudem. Veste, ker tudi mladi se iščejo. Zelo iščejo. In je prav, da imajo te zglede. Vemo, v moji terapevtski skupnosti je kup mladih, ki so prihajali iz ateističnih družin, popolnoma in so iskalci, tukaj iskalci, ki so najdeli tukaj pot in so najdeli pot do Boga. Ja, in so se krstili, so se zakramente sprejeli, poročili naknadno, cerkveno in tako naprej. Brez vsake indoktrinacije v narekovaju, ampak od znotraj prihaja ta živost, to življenje in seveda tukaj je pravzaprav silno pomembno občestvo, o katerem govorimo. In cerkev ima tukaj marsikaj za napraviti. Ja, se pravi, ta peščica je sol in kvas, da bomo jedli dober kruh. Sveti duh, bom rekla, sveti duh prihaja od znotraj. Če smem samo še dodati, v naši cerkvi, v Mekinjah, imamo nekaj parov, ki prihajata oba dva Hubhailu, več jih je, ampak bom rekla, resnično so kot neka luč, a ne? Mlad zakonski par, mlad seveda, glede na najina leta, ne? Zdaj rekla, tudi starejši seveda, ampak rekla, ko prideta Hubhailu, ko se pokaže, rekla, to je nekaj tako lepega. To je nekaj tako lepega, ne? In je prav, da to povemo tudi na glas, ne? To je tista zvestoba občestvu, zvestoba cerkvi, zvestoba samemu sebi, ne? Ja.
Najprej bom rekla najlepša hvala za vse te lepe zglede, ki sta jih danes omenila. Hvala vama, ker sta zvesta našemu radiju, da prihajate že toliko časa in upam, da boste še. Naslednja tema bo odgovornost, če se strinjata. Lahko. In vama želim lep vstop v jesen, vse dobro, zdravja in vsem vajnim domačim tudi vse lepo. Hvala lepa za povabilo in hvala seveda vsem poslušalcem. Nikoli ne bi verjela, koliko ljudi posluša Radio Ognjišče. Veličastno. Za življenje. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.